Na desnem bregu Soče se med Kobaridom in Tolminom dviga greben Kolovrata z izjemnim pogledom na dolino Soče. Ta isti pogled kljub vojni tudi vojakov ni puščal ravnodušnih. Soča v dolini vijuga in sem gor pošilja spev valečega se proda in deročih brzic, hladne glasove, ki jih nenehno preglaša trušč vojne. Pred mano so Mengore in Cvetje, Belo mestece, Tolmin in Kozlov rob. Na levi stoji strma in kamnita gora, Vodil. In še druga, višja, pokrita z luknjami granat in odlomljenimi debli. Mrzli. In malo višje, Slene, ter Krn, pobeljen s snegom. Zraven pa Javoršček in Rombon. S Kolovrata pogled preko Banške planote, Svete Gore in Sabotina seže vse do Jadranskega morja. Na jugozahodnem obzorju ležita Benečija in Furlanija. Kot na dlani imamo pred seboj nekdanje bojišče Soške fronte. Kolovrat je v času Prve svetovne vojne predstavljal pomembno strateško točko italijanske vojske. Med vzpetinama na gradu in Trinškim vrhom se razprostirajo strelski in povezovalni jarki, številne opazovalnice, topniški in mitralješki položaji ter kaverne. V dolgih 29 mesecih so predstavljali dom in službo številnim vojakom. Dežuje. Vsake toliko časa neha, nato ponovno dežuje. Telefonisti mi zatrjujejo, da je Kolovrat zavzet od Ježe do Zagrada, ter da med Zagradom in nami ni nikogar več. Lepa in tolažilna ugotovitev. Popolnoma smo odrezani. Danes je to območje urejeno v čezmejni muzej in predstavlja zanimivo učilnico na prostem. Zgodbe Prve in Druge svetovne vojne se prepletajo z lepotami flore in favne. Italijanske položaje na Kolovratu sta nemška in avstro-ogrska vojska zavzeli ob preboju v 12. soški bitki. Da je sovražnik pred nami zelo močan, slišim po silnem ognjenem trušču. Nekaj minut je zadoščalo, da se je položaj popolnoma spremenil in postal za nas zelo resen. Sedaj gre za to, da pred napadi premočnega sovražnika zadržimo ravnokar zavzete položaje na Kolovratu.